Letošnje leto smo se v oddaji podali na zanimivo potovanje po številnih prenovah in tako odkrivamo nove in nove primere, ko prej neizkoriščeni prostori zasijajo v čisto novi vlogi. Z naslednjo zanimivo prenovo v hiši iz 70. let si je mlada arhitektka uredila udoben dom, poln topline lesa in stiliziranih vzorcev iz narave. Hkrati bo to dokaz, kako neizčrpen oblikovalski navdih ter univerzalen spremljevalec našega bivalnega okolja je lahko les. Kako v tipični hiši iz poznih 70. let urediti sodobno, svetlo in odprto stanovanje za mlado družino? S tem izzivom se je uspešno spopadla arhitektka ter oblikovalka izdelkov iz lesa in vsemu skupaj dodala svoj oblikovalski dotik. Eva, pozdravljeni. Povejte mi, kakšna je zgodba tele vaše prenove oziroma hiše, v kateri sva? Ja, ta hiša je bila zgrajena v 70. oziroma 80. letih in je pač tako, kot je značilno za hiše iz tega obdobja, zastavljena zelo na veliko. V njej sta dve bivalni enoti, pa potem mansarda. No, ker je pa ta hiša zelo velika za našo tričlansko družino, sem jaz v pritličju uredila apartma, v zgornjih nadstropjih pa živim z otrokoma jaz. Torej, zdaj smo v tej srednji etaži in potem imamo še mansardo in to dvoje vas je klicalo, da prenovite. Ja, pač ko sta otroka odraščala, se je pojavila potreba, da imata vsak svojo otroško sobo. No, na začetku je bila mansarda neizdelana in je bila dostopna samo preko skupnega stopnišča. No, jaz sem potem zaradi tega to mansardo vključila v tloris našega stanovanja in tako smo dobili dupleks za precejšno bivalno površino. In seveda se takoj že na prvi pogled vidi, da ima les v vašem stanovanju glavno besedo, kar niti ni čudno glede na to, da se ukvarjate z oblikovanjem lesa, ne? Ja, drži. Jaz zelo veliko oblikujem interjer, najrajši v lesu, potem pa veliko oblikujem leseno pohištvo, pa tudi manjše lesene izdelke za dom in svetila. Meni se zdi les zelo prijeten material, še sploh v interjerju doma, ker je zelo topel in nudi pač neko varnost, obenem pa je zame pač prvi izrazni material, kjer se jaz lahko tako kreativno izživljam. Manjše prostore in hodnike je povezala s širšimi prehodi. V pritličju je uredila svojo pisarno in kopalnico. Stopnice vodijo v zasebnejše prostore, otroški sobi in spalnico. Majhna kopalnica ima banjo s pogledom v nebo. Eva, in za svoje stanovanje ste izdelali tako pohištvo kot posamezne dodatke iz lesa. Greva kar po vrsti, predlagam, da se ustavimo najprej v tem osrednjem dnevno bivalnem prostoru. Ja, seveda v tem prostoru je bilo potrebno precej opreme izdelati po meri. V prvi vrsti gre tukaj za opremo kuhinje po meri, potem gre tukaj za veliko jedilno klop, ki je v bistvu tudi zelo velika hrambna površina, ki potem prehaja v to knjižno omaro in jo uporabljam v bistvu tudi za eno priložnostno površino za branje. No, potem je pa tukaj ta osrednji kubus, ki v bistvu je tak statičen element, ki usmerja gibanje v prostoru, se pravi, na vhodni strani je to garderobna omara oziroma prostor za odlaganje drobnarij, copat, pošte. No, tukaj v dnevni sobi sem pa seveda skrila TV zaslon. To je en zelo velik kos v vseh dnevnih sobah, ki sam po sebi nima neke velike estetske vrednosti. Obenem pa seveda se mi zdi fajn, da omejujemo do določene mere čas, ki ga preživimo pred ekrani. Se pravi, če si res želiš gledati televizijo, pač moraš vstati iz kavča, se sprehoditi in to odpreti. In potem, ko končaš, se zelo elegantno to pospravi, obenem je pa to ena taka velika, lepa površina in prostor za eno intervencijo. Poseben element vašega stanovanja se mi zdijo vaša svetila. Vsa so nastala izpod vaših rok, ne? In začniva pri tem tlele nad jedilno mizo. Ja, to je bil nek kreativni izziv, ki sem si ga zadala. Se pravi, sem želela neko podolgovato svetilo, da ustvarja smer v prostoru. In mene zelo fascinira svetloba in pa, kot rečeno, les. Tako da zelo rada raziskujem, kako ta svetloba prehaja med posameznimi plastmi lesa. Zelo veliko se igram z lukencami, z malimi odprtinami, ker to vnaša neko tako posebno toplino, posebno zgodbo, ki je drugi materiali pač ne zmorejo, vsaj meni se tako zdi.
In s katerimi vrstami lesa najraje delate? Katere so najbolj vaše? Zanimivo mi je, da je kar dosti videti tudi vezane plošče pri vaših izdelkih. Ja, vezano ploščo zelo rada uporabljam za svetila, ker je tanka, precej stabilna in se pač ne krivi zelo veliko. Za ostalo opremo pa raje izberem kakšne druge tipe lesa, predvsem najbolj klasičen je seveda hrast, ki ga je tukaj tudi zelo veliko v interjeru, tako na omarah, potem na vseh mizah. Hrast je najbolj klasičen slovenski les in tudi nekak simbol trdnosti. Poleg unikatnih kosov pohištva in drugih predmetov, ki jih oblikuje sama, Eva v svoje interjerje rada vključi podedovane kose s patino in zgodbo. Babičin šivalni stroj in stara omara z letnico 1881 v dnevnem prostoru dodata šarm. Velika omara je edina dovolj velika omara, kamor lahko hčerka pospravi violončelo. Povejva še nekaj o leseni ograji na stopnišču, ki ustvari prav poseben ambient, ne? Tudi tam si mal med cvetlicami. Ja, se pravi, ta površina je največja od vseh, se pravi, tam je ta travnik res tako zrase zelo bujno in zelo visoko. Meni je neka referenca mogoče na otroštvo, ko si pač majhen in greš na tak zelo visoko rasel travnik in je to nek čist poseben občutek, no. Mogoče sem se na podzavestni ravni pač tam navdihovala. Je pa res, da so pač tudi vzdolž tega travnika nameščene male lučke, tako da zvečer je zelo ena taka zanimiva intimna osvetlitev. Aha, zdaj smo pa v spalnih prostorih. Tako je. Kakšna je zgodba tele skrinje? Ja, to je skrinja narejena iz masivnega češnjevega lesa. No, skrinje so se vedno uporabljale za hrambo posteljnine in tako je tudi v tem primeru. Wow, Evo. kako lepo. Ja. No, Z detajli iz orehovega lesa. Čist vaš izdelek, ne? Ja. Zanimivo, koliko prostora ste namenili dekliški sobi v mansardi. Še je veliko izborila vaša punca. Samo 2 sobi se odpirata direktno v zunanjost in ti 2 sta seveda pripadli otrokoma. Na sredi te dekliške sobe je en velik steber, kamor se v bistvu razlije leseni tlak, to je dimnik, in prek tega se po ribstolu dostopa na to počivalno mrežo. Je pa res, da hčerka pač tudi zelo rada povabi prijateljce k sebi, da prespijo in tudi zelo rada ustvarja, tako da v resnici mogoče malo več površine. Tukaj moja soba, nekaj ful velika. Pač jaz imam zelo rada mucke, pa to, pa mi mama pusti 2 mucka, konjička mi pa ne pusti, zato mi ga pa naredila. No, to je moja soba. Tukaj je moja miza, da delam domačo nalogo. Pol tukaj, takrat, ko sem utrujen, se vklele uležem in berem. Tukaj imam posteljo, da spim. Tukaj imam, da vadim mišice, potem pa splezam klej gor in grem po mreži in se skrijem, da me mami ne najde. No, to je pa lučka, ki sem si jo zbral, ki mi jo je mami naredila, zato ker mi je najlepša. V obliki jabolka s črvom.